gospodje, drage kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni in dobrodošli na marčevskem rednem mesečnem predavanju v Arhivu Republike Slovenije. Med nami pozdravljam kolego Dejana Packa, tokrat v nekoliko drugačni vlogi, sicer ga poznamo kot zvestega uporabnika našega arhivskega gradiva, tokrat pa je med nami kot predavatelj. Kolega Pacek je v letu 2015 postal mladi raziskovalec na Filološki fakulteti Univerze v Ljubljani, sicer po izobrazbi zgodovinar in teolog. V svojih raziskavah se ukvarja z razmeroma zanimivo temo iz sodobne zgodovine in sicer odnosa katoliške cerkve in nekdanje totalitarne države med leti 1966 in 1991 in danes nam bo predstavil enega izmed, rečemo temu, izsekov teh svojih raziskav. Je pa sicer tudi zelo ploven pisec, kljub mladosti ima objavljeni že kar nekaj znanstvenih in strokovnih, tako da vabljeni k branju. Preden začnemo z predavanjem, samo nekaj informacij, kako bo zadeva potekala. Torej, kot že utečeno, sledi predavanje našega današnjega gosta, nato pa razprava, vaši komentarji, sugestije, vabljeni k razpravi. Vidite pa med nami tudi kamere, zahvaljujemo se kot vedno našim prijateljem iz Sistoli, ki snimajo naša predavanja, zato da so povečano besedi in sliki našim zanamcem in potem objavljali na njihovi spletni strani. Toliko opozorilo, če se boste prijavili k besedi, boste tudi videli te zgodbe. Tako da najlepša hvala za vašo udeležbo in pa te besede. Hvala za besedo. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci. V pričujočem predavanju nameravamo osnovi arhivskega gradiva Slovenske desne komisije, ki ga hrani tukajšnji arhiv, spominu diplomata Svetega Sedeža, Agustina Kazarolija in obstoječe znanstvene literature predstaviti socialistično Jugoslavijo kot tako imenovani eksperimentalni teren vzhodne politike Svetega Sedeža, ki je poskušala preko normalizacijo odnosov s komunističnim režimom zagotoviti, če že ne normalno delovanje, pa vsaj nadaljnji obstoj krajevnih cerkva. Ker ni pripadal na sovjetskemu bloku, je Sveti Sedež v Jugoslaviji prepoznal najboljše izhodišče za začetek dialoga s socialističnim svetom. Eksperiment se je v veliki meri posrečil. Jugoslavija je kot prva in edina socialistična država ponovno vzpostavila diplomatske odnose s Svetim Sedežem, potem ko so predhodno vsi komunistični režimi, razen kubanskega, z njim enostransko prekinili diplomatske vezi. Obnovitev diplomatskih odnosov z Jugoslavijo v okviru posebnega bilateralnega sporazuma je predstavlja največji uspeh vzhodne politike Svetega Sedeža. Nadaljne sodelovanje med Jugoslavijo in Svetim Sedežem je močno preseglo običajne meddržavne odnose, saj sta državi postali partnerici v mednarodni politiki, posebej v prizadevanjih za svetovni mir, popuščanje medblokovske napetosti in razvoj tretjega sveta. Cerkev Jugoslavije je bila zaradi navedenega kursa Svetega Sedeža primorana stopiti na pot prilagajanja obstoječi družbeno-politični ureditvi. Režim pa je v zameno dopustil svobodo v notranjih cerkvenih in verskih zadevah. Ker je neuvrščena Jugoslavija predstavljala enega ključnih elementov povojne ureditve stare celine in ker je tudi za Sveti Sedež predstavljala mostišče med Zahodom in Vzhodom, je Sveti Sedež njeni družbeno-politični ureditvi in ozemljski celovitosti odrekel podporo nič prej kot v začetku leta 1991. Opisanega razvoja dogodkov opozovalec odnosov med Jugoslavijo in Svetim Sedežem na začetku 50 let ni mogel niti slutiti. Poglavitni kamen spoti v odnosu med državama oziroma med cerkvami in oblastjo v Jugoslaviji so tedaj predstavljala duhovniška društva, v katerih je režim bodisi z vložnjo besede, bodisi z obljubom privilegijev, zbral tako imenovane patriotične duhovnike, ki so vsaj zapustnicami priznavali komunistično oblast. V duhovniških društvih, slovensko glesilo ime Cili metodijsko društvo, je večina jugoslovanskih škofov, katerim je potreboval Sveti Sedež, videla nevarnost razkola znotraj cerkve in celo možnost vzpostavitve tako imenovane narodne cerkve, ki ne bi bila več v občestvu za naslednike apostola Petra. Jugoslovanska škofovska konferenca se je na zasedanju v septembru 1952 odločila, da prepove delovanje duhovniških društv za izdajo odloka non licet.
Na tem mestu je potrebno dodatno pojasnilo, da so slovenski škofi tedaj dosegli izjemo, tako da se je pri nas še naprej veljal predhodni odlok non expedit, s katerim je bil duhovnikom posvetovano, ne pa prepovedano vstopati v civilno-metodijsko društvo. Navodila za prepoved duhovniških društev so jugoslovanski škofje prejeli neposredno iz Vatikana, preko beograjske enunciature, vendar na skrivaj, saj se je Sveti sedež poskušal ogniti obtožb jugoslovanske oblasti o vmešavanju v delo jugoslovanskih škofov. S pomočjo globokih grl znotraj jugoslovanske škofovske konference, tako jih imenuje v svoji drugi autobiografiji Zdenko Lotar, je bila ta poteza Svetega sedeža razkrita in na osnovi pridobljenih dokazov so predstavniki režima v pogovori s škofi začeli odkrito groziti za možnostjo prekinitve diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Tadeč, kakor slovenski notranji minister Boris Krajger, da, citiram, zastopstvo Vatikana ne more biti vodstvo v naši državi. Konec citata. V takšnem vzdušju se je jugoslovanska oblast začela pripravljati na enostransko prekinitev diplomatskih odnosov s Svetim sedežem, ki so bili vzpostavljeni že tekom druge svetovne vojne. Sporočilo Radia Vatikan za dne 29. novembra 1952, da se je papež Pij XII, ki je Petrovo barko krmaril od leta 1939 naprej, odločil kardinala povzdigniti na montiranem procesu obsojenega in zaprtega zagrebškega nadškofa Alojzija Stepinca, je režimu služila kot priročni izgovor za odejanjanje tako imenovane osvoboditve cerkve v Jugoslaviji od vpliva Svetega sedeža. Kar je jugoslovanska vlada storila za ostro diplomatsko noto za dne 17. decembra 1952. Papež Pij XII, ki so mu njegovi sodobniki zaradi nepopustljivega antikomunizma dali oznako defensor fidei, sicer ni imel namena imenovati novih kardinalov, vendar je smatral za svojo obvezo dati preganjenemu zagrebškemu nadpastirju javno priznanje pred vesolno cerkvijo. Nasprotno je bil datum objave, ki so padel za najpomembnejšim jugoslovanskim državnim praznikom, še bolj pa dejstvo, da je tako odmevno priznanje dobil eden največjih nasprotnikov jugoslovanskega režima, razumel kot dokaz, da Sveti sedež nima več interesa za normalizacijo odnosov med cerkvijo in državo. Sovražna drža Svetega sedeža Jugoslavije je bila po tolmačenju režima izražena še s protijugoslovansko mednarodno kampanjo ter pritiskala duhovnike v domovini naj delujejo proti interesom in zakonom države. Poleg tega so po ukralitvi Stepinca v kardinalski škrlat v Beogradu spoznali ničnost upov, da bo Vatikan v danih mednarodnih razmerah v korist ustavljanja agresivnega stalinizma raje podporil schizmo znotraj komunističnega bloka, kot dopustil, da razkolniški jugoslovanski komunisti izgubijo oblast. Po enostranski prekinitvi diplomatskih odnosov s Svetim sedežem se je jugoslovanski režim nemudoma lotil urejanja odnosov s verskimi skupnostmi, pri čemer si je pripisoval pravico, da na temelju ustavnih določb s posebnim zakonom uredi njihovo delovanje ter vzpostavi modus vivendi s cerkvijo preko neposrednih pogajanj z jugoslovanskim episkopatom in mimo Svetega sedeža. Škofje so ta predlog zavrnili, pri čemer jim je Sveti sedež pri odločitvi pomagal za grožnjo po ekskomunikaciji vsakogar, ki bi si drznil mimo vrhovne oblasti cerkve urejati odnose z državo. Rezultat prizadevanja jugoslovanske oblasti, da v skladu z lastnimi političnimi in ideološkimi interesi uredi področje delovanja verskih skupnosti, je bilo izglasovanje zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Zvezni skupščini dne 22. maja 1953. Cerkvi je bila z navedenim zakonom priznana svoboda delovanja v verskih zadevah, kateri delokrog je bil zamejen s prepovedjo zlorabe vere v politične namene. Zakon resda ni omogočil poprave krivic ali preprečil novih in na določenih primerih še zaostril odnos oblasti do cerkve. Je pa po drugi strani naredil konec dolgoletnemu razpravju, tako pri delovanju verskih skupnosti kot pri ukrepih oblasti, obenem pa priznal škofe za zakonite predstavnike cerkve v Jugoslaviji. S sprejetjem zakona o pravnem položaju verskih skupnosti se je odprla pot do sporazumnega urejanja odnosov cerkve država, če tudi tega razvoja iz neposrednih akcij cerkve po sprejetju zakona ni bilo mogoče razbrati. Večina cerkvenih dostojanstvenikov je namreč naprej odklanjala vsakršen stik z državnimi organi in s tem izražala svoj pasiven odpor do komunističnega režima in njegovih inštitucij.
Izjema pri tem so bili slovenski škofje, za katere je bila po Rotterjevi sodbi značilna razumnost in prilagodljivost v odnosu do režimske cerkvene politike. S čim so škofje Anton Volk, Jožef Pogačnik, Maksimilijan Držečnik in Jan Jesenko prispevali, da so s početka vsaj znotraj slovenskih republičnih meja negativno procese v odnosih med cerkvo in državo začeli postopoma nadomeščati pozitivno. Zgled peščice slovenskih škofov nima večjega vpliva na veliko večjo skupino hrvaško govorečih škofov, kako tudi ne na državo svetega sedeža do Jugoslavije, kjer je jugoslovanska oblast tudi pod hodom nuncija Silvija Odija iz Beograda aktivno in avtonomno vlogo svetega sedeža v zadevah cerkve vztrajno razglašala za nedopustno vmešavanje v notranje zadeve države, je z zornega kota svetega sedeža kazalo, da ni mogoče pričakovati obnovitve diplomatskih odnosov, razen v oddaljeni in negotovi prihodnosti. Toda družbeno-politični razvoj, kompleksna verska in etnična situacija ter nuja po izboljšanju odnosov z Zahodom so bili vzrok, da na začetku 60 let pobuda za normalizacijo odnosov prišla za vzhodne strani Jadrana. Ena od večjih preprez vzpostavitev dialoga je presežena s Stepinčevo smrtjo, ki ga je doletela februarja 1960 v hišnem priporu v rodnem Krašiču. Proti pričakovanjem je bilo dan pred pogrebom strani civilne oblasti dano dovoljenje, da je mogel pokojnik, tako kot vsi njegovi predhodniki od 15. stoletja naprej, biti pokopan na zagrebški stolnici. Večina tujih medijev je tovrstno ravnanje ocenila kot praktično diplomatsko potezo iz znamenja spremembe politike režima v prid ureditve odnosov s svetnim sedežem. Pri jugoslovanskih vlastnikih pa je bila ugodno sprejeta izjava papeža Janeza 23., ki je leta 1958 nasledil Pija 12., po kateri je njihovo ravnanje primerjal s Pilatovo milostno gesto podelitve dovoljenja za pokop Jezusa. Neposredno po smrti kardinala Stepinca so bili s posredovanjem italijanskega zunanjega ministra vzpostavljeni prvi neformalni kontakti med predstavniki svetega sedeža in jugoslovanskega veleposlaništva v Republiki Italiji. Beograjska vlada je veleposlaniku Igu Venkovi naročila, da je prefektu kongregacije za disciplino zakramentov, kardinalu Aloisu Maseli, predoči bistvena pogoja, pri katerih je Jugoslavija nameravala vztrajati v pogajanjih o normalizaciji odnosov s svetnim sedežem. Prvič, priznanje jugoslovanskega družbeno-političnega sistema. Drugič, priznanje ločitve med državo in cerkvijo. Tretjič, končanje protijugoslovanske propagande. Četrtič, končanje vmešavanja jugoslovanske notranje zadeve. Petič, končanje protidržavne dejavnosti v verskih šolah. Šestič, prenehanje nudenja podpore ustaškim imigrantov. Sedmič, opustitev namere za začetek postopka beatifikacije kardinala Stepinca. Osmič, depolitizacija papeškega hrvaškega zavoda svetega Hieronima v Rimu. In devetič, določitev teritorijev obmejnih škofij. Julija istega leta je Sveta kongregacija za izredne zadeve cerkve sprejela odločitev o normalizaciji odnosov za Jugoslavijo. Za primarni cilj je bil določen modus vivendi med jugoslovanskim episkopatom in oblastjo. Diplomatski odnosi med Jugoslavijo in svetnim sedežem pa bi bili obnovljeni kasneje. Papež Janez 23. je bil za uresničitev tega cilja osebno zainteresiran in je tudi dal primerna navodila državnemu tajniku, kardinalu Dominiku Tarpiniju in predsedujočemu jugoslovanski škofovski konferenci beograjskemu nadškofu Josipu Kučiču. Učinek papeževega posega se je pokazal že po koncu zasedanja jugoslovanske škofovske konference v septembru 1960, ko so škofje zveznemu izvršnemu svetu posredovali memorandum, v katerem so zapisali, citiram, da so merodajne civilne oblasti večkrat izjavile, da vlada želi urediti odnose med državo in katoliško cerkvijo, konec citata, in zatrdili, da je takšna tudi njihova želja. Obenem pa so na osnovi preteklih izkušenj niso pozabili poudariti, da je urejanje odnosa med cerkvijo in oblastjo v Jugoslaviji izključna kompetenca svetega sedeža. Po obravnavanju memorandumu so škofje izrazili pričakovanje, da bo vlada spoštovala določbe ustave in zakona o pravnem položaju verskih skupnosti, ki so po njihovih besedah vsebovale, citiram, v bistvu vse, kar je potrebno za skladno razvoj odnosov med cerkvijo in državo po načelu svobodna cerkev v svobodni državi. Konec citata. Jugoslovanski škofje so na ta način izrazili naklonjenost in podporo začetnemu dialogu med državno in cerkveno stranjo. Če tudi so zvezna izvršna oblast
ob tej priložnosti spomnili na nerešena vprašanja o medsebojnih odnosih. To je onemogočenje verskega pouka, kratenje verskih pravic zapornikov in vojakov, neobeleževanje verskih praznikov, onemogočenje delovanja verskih šol, vrnitev odzetega premoženja, gradnja cerkva, vrnitev matičnih knjig, nesvoboda verskega tiska in težave s pričo obstoja duhovniških društev. Tako v Rimu kot v Beogradu pa ni ostalo neopaženo, da je na vsebino obravnavanega memoranduma vplival pomirljiv in toleranten značaj nadškofa Vučića. Prvi koraki svetega sedeža v smeri normalizacije odnosov s komunističnim režimi, v prvi vrsti z jugoslovanskim, so bili v odločilni meri usmerjeni po volji papeža Janeza 23. Tako imenovani dobri papež začel dialog cerkve s komunistično poloblo zemlje in obenem postavil temelje vzhodne politike svetega sedeža. To je politike, kateri končni cilj je bila zagotoviti popolno svobodo za versko dejavnost cerkve v okviru socialističnega družbeno-političnega sistema. V luči razlik med jugoslovanskih sistemov socialističnega samoupravljanja in realnega socializma v vzhodnoevropskih državah je v njegovem pontifikatu na Vatikanskem gradiču prevladalo spoznanje, da se cerkev v Jugoslaviji mora in more prilagoditi pogojem družbe organizirane na marksističnih principih. Vendar cilj zato ne bi smela postati ključna prednost cerkve v Jugoslaviji v primerjavi s cerkvijo izza železne zavese. To je, da je mogel sveti sedež vse od leta 1945 naprej imenovati škofe brez neposrednega vpletanja civilne oblasti. Jugoslavija je namreč za razliko od sovjetskih satelitov ni uzakonila obveznega pristanka države v primeri škofovskih imenovanj, ki med vsemi protiverskimi ukrepi komunističnih režimov ne bo dušil življenje cerkve, še posebej na Češko-Slovaškem in Madžarskem. Tudi jugoslovanska duhovniška društva, ki so sicer cerkveni hierarhiji povzročila nemalo težav in še več skrbi, niso mogli vplivati na škofovsko imenovanje ali celo preprečiti, kakor je to uspevalo sorodnim društvom, tako imenovanega domoljubnega klera ali klera miru iz vzhodnoevropskih držav. Zaradi navedenih prednosti je mogla cerkev v Jugoslaviji kljub zatiranju in raznovrstnim poskusom diferenciacije v njenih vrstah ohraniti vlogo vplivne in odnosu do režima v bistvenih vidikih neodvisne ustanove. Za željo jugoslovanske vlade, da normalizira odnose s cerkvijo, so spopadle spremembe v sami cerkvi, ki so se najvidneje izrazili v odločitvah drugega Vatikanskega cerkvenega zbora. Koncil, ki je zasedal med letoma 1962 in 1965, se je opredelil v prid dialogu cerkve z ateisti in ateističnimi družbenimi sistemi, ter na ta način olajšal začetek pogajanj med Jugoslavijo in svetim sedežem. Tako je že tekom koncila, maja 1963, prišlo do prvih srečanj predstavnikov jugoslovanske vlade in svetega sedeža, ki pa so imela neuradni in poizvedovanje značaj. Na cerkveni strani je bil eden od pobudnikov obnovljenih stikov milanski nadškof in kardinal Giovanni Battista Montini. Slednji je v sprejemu, ki sledil njegovemu okronjenju za papeža po imenu Pavel VI v juniju 1963, v priču veleposlanika Vejvoda izjavil, da bosta v času njegovega pontifikata sveti sedež in Jugoslavija popravila porušene odnose. Ter veleposlaniku naročil, naj predsedniku Josipu Brozu Titu sporoči, da mu, citiram, Jugoslavija leži v srcu. Konec citata. Papeževi upi so se polagoma začeli uresničevati, saj so leto dni zatem, to je junija 1964, srečanje obeh strani dobila uradni značaj za izmenjavo promemorij, ki sta določili vsebino nadaljnjih razgovorov. Sveti sedež je želel s pogajanji z jugoslovansko vlado po besedah glavnega pogajalca s komunističnimi vladami, vatikanskega diplomata Agostina Casarolja, citiram, na najboljši mogoči način zajamčiti več prostora ter večje spoštovanje pravic in življenja cerkve in katoličanov v Jugoslaviji. Konec citata. Ker je jugoslovanska vlada vztrajala, da ne bo dopustila pravnih izjem za cerkev v odnosu do preostalih verskih skupnosti, je bil sveti sedež primoral svojo pogajalsko taktiko graditi na veljavnih jugoslovanskih, ustavnih in zakonskih določilih, te so omejiti na zahtevo po njihovi dosledni uresničitvi v praksi. Sveti sedež se je tekom pogajanj znašel v položaju, da po eni strani cerkvi v Jugoslaviji ni bila spogajna nobena nova pravica, poleg tistih, ki jih je vsem verskih skupnostim jamčila jugoslovanska ustava in iz nje izhajajoči zakoni.
Medtem ko bi po drugi strani moral prevzeti pravne obveze v zvezi z očitveno teroristično in politično dejavnostjo predstavnikov cerkve. Slednje predvsem med hrvaškimi škofi zbujalo velik odpor. Iz tega razloga je Sveti sedež jugoslovanski strani decembra 1965 neuspešno ponudil obnovitev diplomatskih odnosov brez sklenitve posebnega sporazuma. Na osnovi že doseženega soglasja, da bodo ti za voljo domnevne občutljivosti Srpske pravoslavne cerkve imeli zgolj uradno obliko. Zaradi ustrajanja jugoslovanske vlade, da cerkvi ne dovoli nobene pravne izjeme v odnosu do preostalih verskih skupnosti, je Sveti sedež v nadaljevanju pogajanj, od katerih ni odstopil tako zaradi bojazni jugoslovanskih škofom pred morebitnimi posledicami, kot zaradi njihove želje, da bi v državi zopet stalno deloval diplomat Svetega sedeža, svoje zahteve, če ponovimo za Kazaroljem, ogulji dopustili in jih tako dokončno omejil na zahtevo po spoštovanju za ustavo zajamčenih pravic cerkve in drugih vernikov. Po drugi strani je Sveti sedež v dolgih in mučnih pogajanjih uspel iz pravno zavezujočega dela sporazuma izločiti jugoslovanske zahteve, ki so zbujale največjo zaskrbljenost pri hrvaških škofih. To je vladna intervencija pri škofovskih imenovanjih, cerkvena odobritev duhovniških društev ter neposredno povezovanje terorizma z dejavnostjo cerkvenih oseb. Papež Pavel VI je, potem ko po lastnih besedah dobro razmislil in pretehtal razloga za in proti, maja 1966 razglasil uradni začetek poslednje faze pogajanj. Sporazum je začel dobivati svojo dokončno obliko. Med drugim so bile vanj vnesenja pravno neobvezujoče verbalne izjave. O vprašanjih glede katerih se strani niso uspeli dogovoriti, sta pa se zavezali, da bosta to storili v bodoče. Ker je bila v končno besedilo sporazuma vključena dolžnost Svetega sedeža, da ukrepa proti duhovnikov, ki bi morebiti zlorabili svoje funkcije za politične cilje, je Stepničev naslednik Franjo Šepro opozarjal, da bo zaradi tega, citiram, izgledalo, kot da je uspel poskus zvezne vlade, da Sveti sedež utiri na svojo protihrvaško smer. Konec citata. In iz tega razloga predlagal odlog podpisa sporazuma oziroma nov premislek o celotni problematiki. Obenem je Svetemu sedežu predlagal, da sporazum ne bi bil javno objavljen, te zaprosil za možnost, da jugoslovanski škofe izjavijo, da sporazum ni formuliran po nekih predlogih in v dogovoru z njimi. Kar je resnica. Slednjič je Šepr, ne ker je popustil v svojih stališčih, temveč zaradi pokorščine Svetemu sedežu, sprejel papeževo odločitev, da se sporazum podpiše. Sporazum, katerega polno ime se glasi protokol o razgovorih, ki so jih vodili predstavniki vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije in predstavniki Svete stolice, sta Kazaroli in Milutin Morača, predsednik Zvezne komisije za verska vprašanja, podpisala v Beogradu 25. junija 1966. V sočasnem govoru kardinalom je Pavel VI ocenil, da to dejanje predstavlja, citiram, často, čeprav ne še popolno ureditev odnosa med cerkvijo in državo. Konec citata. Za Sveti sedež je bilo najpomembnejše, da je tako imenovani Beograjski protokol imel naravo mednarodnega dokumenta, ki je vseboval formalno bilateralno jamstvo jugoslovanske vlade o spoštovanju ustavnih in zakonskih določb, ki zadevajo delovanje cerkve. Poleg tega se je s podpisom protokola jugoslovanska oblast odpovedala poskusom, da bi odnose s cerkvijo v Jugoslaviji urejala mimo Svetega sedeža. Nasprotno za Jugoslavijo izrednega pomena, da je Sveti sedež sprejel jugoslovansko ustavo kot edino osnovo za urejanje odnosov med cerkvijo in državo. Na ta način je protokol obvezal jugoslovansko cerkveno hierarhijo, da dosledno deluje v cerkveno-verskih okvirih in da ne zlorablja cerkvenega delovanja v politične namene ali pa namene, ki imene dejansko politični značaj, kakor piše v protokolu. Ob tem nobena podpisnic protokola ni sprejela večjih obveznosti od tistih, ki so bile določene v jugoslovanski zakonodaji oziroma v uradnih dokumentih cerkve. Z tega zornega kota protokol ni opredelil niti novih pravic, niti novih dolžnosti za obe strani. Razen vzajemne dolžnosti, da proučite sporne primere delovanja uradnih oseb ali organov, na katere bi upozorila nasprotna stran. Se zanima se še s potjo, ki sta jo Jugoslavija in Sveti sedež
prehodila do obnovitve polnih diplomatskih odnosov. Zdenko Roter v svoji temeljni študiji Katoliška cerkev v Jugoslaviji iz leta 1976 pojasnjuje, da se je po letu 1960 v odnosih med jugoslovansko oblastjo in cerkvijo začel prehod iz tako imenovanega konfliktnega obdobja v tako imenovano kompromisno obdobje, pri čemer sta se, citiram, srečali državna politika po operativnosti te cerkvena politika prelaganja socialistični državni in družbeni ureditvi. Konec citata. Omenjeni prehod je poleg stikov med zvezno vlado in katoliškim episkopatom na osnovni memorandum jugoslovanskih škofov iz septembra 1960 ter pogajanju sporazumov med Jugoslavijo in Svetim sedežem med junijem 1964 in junijem 1966 odločilno zaznamovalo vzpostavitev poluradnih diplomatskih odnosov na ravni vladnih poslanstev po podpisu Beograjskega protokola in obnovitev polnih diplomatskih odnosov s pozitivnim vladnih poslanstv v veleposlaništvo oziroma apostolsko pronunciaturo avgusta 1970. Ponovno vzpostavljeni diplomatski odnosi so kljub pokorjenosti od začetka izrazito presegali običajne meddržavne odnose. Saj je Sveti sedež pod papežem Pavlom VI poudarjeno nastopal v vlogi svetovne duhovne, moralne in diplomatske sile. Jugoslavija pa se je uveljavila kot vodilna v gibanju neuvrščenih. Spričo sorodnih ciljev mednarodne dejavnosti, kot je prizadevanje za svetovni mir in popuščanje medlokovske napetosti ter razvoj tretjega sveta, se je sodelovanje med državama v skladu s predhodnimi pričakovanji jugoslovanskega predsednika Tita začelo prvenstveno razvijati v, citiram, vprašanjih vojne in miru. Konec citata. V zvezi s tem se je naglo uveljavila praksa izmenjevanja stališč o najbolj perečih problemih mednarodne skupnosti, med drugim z večkratno izmenjavo pisem med Titom in Pavlom VI. Nagli razvoj meddržavnih odnosov je dobil odmevno potrditev za audienco predsednika Jugoslovanskega zveznega izvršnega sveta Mika Špiljaka pri Pavlu VI. V januarju 1968, ki se je v zgodovino zapisala kot prvi obisk katerega od predsednikov komunističnih vlad pri papežu. Uradnik Beograd je posebno cenil, da je Sveti sedež dal pomembno podporo neodvisnosti in suverenosti Jugoslavije spričo nevarnosti praškega avgusta 1968. Ob tem so odnosi med krajevno cerkvijo in jugoslovansko oblastjo vidno zaostajali za odnosom med Svetim sedežem in Jugoslavijo. Krivica za takšno stanje, za razliko od preteklosti, Jugoslavija in Sveti sedež vsaj deklarativno nista naša drug v drugem, temveč v delu jugoslovanskega, predvsem hrvaškega episkopata in klera. Oslednjim je tesen papežev sodelavec, kardinal Angelo del Acqua, decembra 1967 presojal, da, citiram, zaostaja v dogajanju in zgleda, da niti ni v stanju, da dojame in uveljavi novo politiko Svetega sedeža. Konec citata. Na račun oblasti se je ponavljal očitek, da se njeni predstavniki na višji ravni sestajajo s cerkvenimi dostojanstveniki, na nižji ravni pa izvajajo pritisk na cerkev. V zvezi s tem je tajnik Slovenske verske komisije Franek Slavič na posvetu med republiško in občinskimi verskimi komisijami v Mariboru februarja 1968 priznal, da, citiram, je pač taka na prvi instanci splošna praksa. Konec citata. To je bil razlog, da se po podpisu Beograjskega protokola razširilo reklo, ki je najsplošnejše označevalo stanje odnosov med cerkvijo in oblastjo Jugoslavije. V višinah sije sonce, spodaj pa se bliska in grmi. Z vzajemnim imenovanjem vladnih poslancev v novembru 1966 je Jugoslavija kot prva in edina socialistična država ponovno vzpostavila diplomatske odnose s Svetim sedežem. Za poslanci jugoslovanske vlade pri Svetem sedežu je bil imenovan Vjekoslav Cvrlje, poznavalec Hrvat, poznavalec cerkve in rimske kurije, za povrh pa tudi znanec Pavla VI., s katerim se je spoznal v vlogi jugoslovanskega konzula v Milanu. Od poslancev jugoslovanske vlade pri Svetem sedežu je bila poleg splošnih nalog diplomatskega predstavništva v primerih imenovanj novih jugoslovanskih škofov vložena naloga, citiram, ustvariti možnost za vpliv na njihov izbor strani Vatikana. Konec citata. Saj je Beograjski protokol vprašanje o predhodnem predstavniku jugoslovanske države v primerih škofovskih imenovanj pustil odprto.
Hkrati pa je jugoslovanska stran v verbalni izjavi napovedala, da ga bo, citiram, ponovno postavila, ko se bo za to pokazala potreba. Konec citata. Jugoslovanske namere so prišle do izraza že v enem od prvih škofovskih imenovanj po obnovitvi diplomatskih odnosov, ko je bil generalni vikar ljubljanske nadškofije Stanislav Lenič novembra 1967 imenovan za ljubljanskega pomožnega škofa. O tem je Cvrljo nekaj dni kasneje obvestil Kazaroli. Cvrlje je ob tej priložnosti izjavil, da je pričakoval, da bo obveščen o kandidaturi in ne o izvršenem dejstvu, te da v prihodnjih škofovskih imenovanjih in jugoslovanski strani pričakujejo drugačen odnos in postopek. Kazaroli mu je odgovoril, da se bo poslanstvo Svetega sedeža v Beogradu tudi bodoče prizadevalo, da na diskreten način spoznajo akcije in mišljenja oblasti o kandidatu. V isti sami pa odklonil predlog o naprejšnjem obveščenju in posvetovanju v zvezi z imenovanjem škofov. S situacijo, ko so imenovanje škofov potekala brez predhodnega soglasja oblasti, se je jugoslovanski režim le stežka sprijaznil. Obenem pa se mu pred domačo in tujo javnostjo služila kot dokaz po izjavi jugoslovanskega veleposlanika v Svetem sedežu Staneta Polmana iz oktobra 1970, citiram, o pravičnem in dobrem položaju cerkve in duhovništva pri nas. Konec citata. V primerjavi z drugimi državami, tako socialističnimi, kot tudi kapitalističnimi. Sveti sedež se je namreč, ko je šlo za škofovska imenovanja, dogovarjal z oblastjo v Italiji, Španiji, Češko-Slovaški, Madžarski, Poljski in Sovjetski zvezi, pri čemer za zadnjimi 4 niti ni imel vzpostavljenih diplomatskih odnosov. Za drugo specifično nalogo jugoslovanskega poslanstva je bilo določeno prizadevanje, citiram, da progresivni del rimske kurije in posameznih redov pride v čim pogostejši kontakt z našim višjim in nižjim klerom, da bi se to odrazilo v njihovem konstruktivnem odnosu do oblasti SFRJ. Konec citata. Tako je junija 1968 v Jugoslaviji bil dekan kardinalskega zbora Ožen Tisserand, ki je Tito polaskal z oznakom državnik. Novembra istega leta pa se je v deželi samoupravljalcev rodil pod direktor glasila L'Osservatore Romano Federico Alessandrini, ki v omenjenem glasilu med drugimi pozitivnimi cenami obiska naglasil, citiram, svobodo kulta v Jugoslaviji. Konec citata. V slovenskih razmerah je želja jugoslovanskega režima, da, citiram, se uradna pokoncijska vatikanska politika na ustrezen način vodi strani cerkvene hierarhije v naši državi, konec citata, služilo sodelovanje priznanega teologa Vladimira Truklarja s Papeške univerze Gregoriana z jugoslovanskim poslanstvom pri Svetem sedežu, ki je v naslednjih letih z veliko pozornostjo spremljalo njegovo delovanje v Rimu in domovini, ter z njim vzdrževala pogoste stike. Poleg navedenih so posebne naloge omenjenega jugoslovanskega poslanstva bile vzpostavitev stalnih kontaktov s člani tako imenovane rimske kolonije jugoslovanskega klera, sodelovanje z vatikanskimi mediji, posebej s slovensko in hrvaško redakcijo Radia Vatikan, sledenje vatikanskemu in italijanskemu medijskemu poročanju o delovanju cerkve v Jugoslaviji ter odnosih med Jugoslavijo in Svetim sedežem, spremljanje delovanja zavoda Svetega Hieronima in duhovnikov imigrantov ter seznanjanje Svetega sedeža z morebitnimi primeri zlorabe cerkvene funkcije v politične namene strani duhovnikov imigrantov. Prva obveza iz Beogradskega protokola, ki jo je izpolnil Sveti sedež, je bilo imenovanje Marija Hanja za apostolskega delegata in poslanca Svetega sedeža pri jugoslovanski vladi. V osobi vodje vatikanske diplomacije Kazarolija je bil dotedanji nuncij na Japonskem, citiram, eden najbolj usposobljenih v naši službi. Konec citata. Njegova nova diplomatska misija je bila edinstvenega pomena in teže, saj je Sveti sedež s pomočjo uspešnega sodelovanja z Jugoslavijo želel doseči 2 strateška cilja. Prvič, afirmacijo pri neuvrščenih državah, po katerih je že tedaj prepoznal ključno prizorišče delovanja vesoljne cerkve v prihodnosti, in drugič, vzpostavitev diplomatskih odnosov z vzhodnoevropskimi državami, med katerimi je večina imela prevladujoče katoliško prebivalstvo, obenem pa je bil položaj cerkve tam posebej težak. V zvezi s slednjim je Kazaroli izjavil, da je Jugoslavija, citiram, eksperimentalni teren vzhodne politike Svetega sedeža. Konec citata. Tako je v pogajanjih o sporazumu z Jugoslavijo, prav posebej pa v pogajanjih o končni vsebini Beogradskega protokola,
Sveti sedež poskušal pridobiti čim več izkušenj za morebitne razgovore z drugimi socialističnimi državami. Po besedah Kanja iz julija 1970 je Blagoslavija za Sveti sedež poligon, na katerem so lahko komunistični režimi videli in se prepričali, da želi Sveti sedež Cerkve za železno zaveso zagotoviti, citiram, svobodo njenega verskega delovanja in ničesar drugega. Konec citata. Jugoslavija je v tem smislu služila Svetemu sedežu, zopet Kanji, kot, citiram, okno, odprto proti vzhodu, proti socializmu. Konec citata. Po drugi strani jugoslovanska vlada računala, da bo sodelovanje s Svetim sedežem na področju mednarodne politike prispevalo k bolj konstruktivnemu odnosu Cerkve v Jugoslaviji do režima. Zaradi pomena Jugoslavije v globalni politiki Svetega sedeža so njegovi predstavniki v letih, ki so sedila podpisu Beogradskega protokola, kot po pravilu izjavljali, da je enotna in močna Jugoslavija v interesu miru in stabilnosti v Evropi. Poštevanje interesov Cerkve v Jugoslaviji, posebej njenih najkonzervativnejših in sodelovanja z režimom najbolj zadržanih škofov, je Sveti sedež tako potrdil lastnim globalnim interesom. Obenem je omenjene škofe, v skladu za izjavo papeža Pavla VI, podano v prvi audienci od poslanca Cvrlje decembra 1966, citiram, da morajo biti dobri katoličani tudi dobri državljani, konec citata, poskušal obzirno in postopoma spraviti na pot realnejšega in bolj pozitivnega odnosa v politiki do države. Prav tako se po podpisu Beogradskega protokola Sveti sedež sistematično loti reševanja vprašanj organizacijske in kadrovske narave. To je urejanje škofijskih meja, pri čemer v primeru ustanovitve koprske škofije čaka na dokončen dogovor o razmejitvi med Jugoslavijo in Italijo, vzpostavljanja cerkvenih pokrajin, tako je leta 1968 pozdravil ljubljansko nadškofijo v rangu metropolije, ter imenovanje škofov. Jugoslovansko poslanstvo pri Svetem sedežu se je negativno opredelilo leto kandidature Franja Kuhariča za zagrebškega nadškofa. V poročilu Jugoslovanskega poslanstva pri Svetem sedežu iz leta 1970 se nahaja ocena, da so navedene geste služile kot dokaz, da Sveti sedež, citiram, smatra cerkveno politično situacijo v naši državi za urejeno in da v istem smislu v osnovi tako obravnava odnos med državo in RKC. Konec citata. Papež Pavel VI je na novo vzpostavljen odnos med Jugoslavijo in Svetim sedežem opredelil kot predhodno obliko do obnovitve običajnih diplomatskih odnosov. Iz tega razloga so predstavniki Svetega sedeža po podpisu Beogradskega protokola jugoslovanske sogovornike večkrat spomnili na odprto vprašanje dviga vladnih poslanstev na raven veleposlaništva oziroma apostolske pronunciature. V prvi tretjini leta 1969 je v Vatikanu dokončno prevladalo stališče, da je potrebno poluradne diplomatske odnose z Jugoslavijo povzdigniti na najvišji diplomatsko raven. Pavel VI je januarja 1970 v okviru audience za diplomatski zbor, akreditirani pri Svetem sedežu, Cvrlju sporočil željo, da čim prej, oziroma v teku tega leta, pride do vzpostavitve polnih diplomatskih odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem. Obenem ga zaprosil, da to željo prenese Titu. Sveti sedež je pri tem vodila namera, da bi se v luči pričakovanega obiska jugoslovanskega predsednika pri papežu s predhodno vzpostavljenimi polnimi diplomatskimi odnosi dal ustreznejšo zunanjo formo srečanja, ki je bil tako obravnavan kot državniški obisk, ne kot zasebna audienca. Še bolj pa pričakovanje, glede na izjavo Kanje iz julija 1970, da bo komunistične vlade Poljske, Češko-Slovaške in Mačarske, na katere pritiskala, citiram Kanjo, mora velikega soseda, konec citata, primer dokončne normalizacije odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem, znatno ohrabril na poti do istega cilja. Na osnovi te izjave je razvidno, da si je od ponovne vzpostavitve polnih diplomatskih odnosov z Jugoslavijo Sveti sedež v prvi vrsti ugledal uspešnejše izvajanje lastne postpolitike, ki se je po sovjetskem zatrtju praške pomladi avgusta 1968 iz nizanja diplomatskih uspehov vse bolj preobražala v mučeništvo potrpežljivosti. Upoštevajoč navedene pozive iz Vatikana je državni sekretariat za zunanje zadeve novembra 1969 pripravil predlog za dvig diplomatskih odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem na najvišji nivo. V prid tega je bilo navedenih več argumentov. Prvi.
Številni kontakti med najvišji predstavniki Jugoslavije in Svetega sedeža so imeli zelo ugoden učinek ne samo v Vatikanu, temveč v italijanski in celotni zahodni javnosti. Drugi. Kot rezultat intenzivnih meddržavnih odnosov ter opreznega in uravnoteženega pritiska Svetega sedeža je bila v upadanju, v zadnjih primerih pa je celo prenehala neprijateljska politična dejavnost duhovnih emigrantov v Vatikanu in drugih državah. Tretji. Vatikanski tisk in radio niso več dajali mesta za anti-jugoslovansko propagando in sta ugodno ocenjevala vlogo Jugoslavije v mednarodni skupnosti. Četrti. Poudarjanje Svetega sedeža, da je delovanje cerkve duhovnega značaja in njegovi pozivi na jugoslovanski kler spoštuje državno zakonodajo in družbeno-politično stvarnost, ter ne doprinese k napredku jugoslovanske družbe in države, so pomagali vzpostavitvi nove odnose med vlastjo in cerkvijo. Peti. Kot pokazatelj urejanja odnosov med vlastjo in cerkvijo v Jugoslaviji je bil naveden konstruktivnejši pristop do oblasti strani dela episkopata ter ukrepi, ki jih je Sveti sedež povzel na področju upravnega, organizacijskega in personalnega preoblikovanja cerkve v Jugoslaviji. V predstavljenem predlogu je bilo navedeno predhodno stališče Zveznega komisije, da bi vzpostavitev polnih diplomatskih odnosov s Svetim sedežem doprinesla k nadaljnji polarizaciji znotraj cerkve v Jugoslaviji, na osnovi odnosov do oblasti ter k okrepitvi njenega tako imenovanega progresivnega dela, s tem pa do ustreznejšega razvoja odnosov med oblastjo in cerkvijo. Na komisiji so bili tudi mnenja, da bi ta korak imel podobne posledice za emigracijo. Pri teh argumentov za in proti je nezanemarljivo vlogo odigralo odločitev Svetega sedeža, da dvige diplomatskih odnosov ne pogojuje za začetkom novih pogajanj o nerešenih vprašanjih, za objetih v verbalnih izjavah Beogradskega protokola, saj je, enako kot jugoslovanska oblast, ocenil, da so stališča obeh strani o navedenih vprašanjih ostala nespremenjena. Tu je mišljeno vprašanje svobode vesti in veroizpovedi v državnih šolah, vprašanje statusa režimskih duhovniških društev, vprašanje nove jugoslovanske vlade pri imenovanju škofov, vprašanje delovanja Hrvaškega zavoda Svetega Hieronima v Rimu, problematika delovanja duhovnikov v migraciji, problematiko vsebine moralnega in dogmatičnega nauka cerkve, ter pravici cerkve do lastništva nepremičnin in koriščenja nacionaliziranih nepremičnin. 4 leta po podpisu Beogradskega protokola se je na osnovi navedenih argumentov jugoslovanska oblast odločila, zopet na osnovi pozitivnega razvoja meddržavnih odnosov, nekoliko v manjši meri pa tudi odnosov s cerkvijo v Jugoslaviji, s Svetim sedežem vzpostaviti običajne diplomatske odnose, saj so obstoječi imeli edinstveno diplomatsko obliko. V vseh državah, ki so tedaj imele uradne odnose s Svetim sedežem, je bila namreč Jugoslavija prva, ne pa zadnja, ki je z njim vzpostavila diplomatske odnose na ravni vladnih in poslanstv. Za cerkveno stran to ni predstavljalo kamna spotike. Nasprotno, po besedah Kazarolja so teka pogajanj o Beogradskem protokolu kardinali to netradicionalno obliko diplomatskih odnosov cenili, citiram, kot dobro praktično rešitev za novo situacijo in kot koristni presedan za morebitne podobne situacije. Konec citata. Je res? Kasneje je Sveti sedež na ta način vzpostavil odnose za Francijo, ZDA in Mehiko. Vladni poslanstvi sta imeli značaj poluradnih predstavništev in v formalnem pogledu nista bili diplomatski predstavništvi, kar je fakt tudi stavi ter v resnici bili, kakor je oktobra 1968 posodil Cvrlje. Jugoslovanska vlada se je namreč konec leta 1967 odločila, da bo od poslanca Kagno obravnavala na enak način kot druge veleposlanike in šefe diplomatskih misij. Medtem, ko je Sveti sedež imel takšno odnos do poslanika Cvrlje od vsega začetka. Navedeno dejstvo je dobilo formalno obeležje, ko je bila 14. avgusta 1970 v jugoslovanskih in vatikanskih medijih objavljena vest, da sta državi vzpostavili meddržavne odnose na ravni veleposlaništva oziroma apostolske pronunciature. 9 dni kasneje je bila jugoslovanska javnost seznanjena z novico, da je bil za novega jugoslovanskega veleposlanika v Svetem sedežu imenovan dotedanji poslanec Cvrlje, medtem ko je Pavel VI za apostolskega pronunciata v Jugoslaviji imenoval dotedanjega apostolskega delegata in poslanca Karno. Če bo podpisu Beogradskega protokola v jugoslovanski javnosti prevladalo mnenje, da je iz njih cerkev pridobila, SFRJ pa popustila,
so predstavniki Cerkve Jugoslavije v dvigu diplomatskih odnosov na najvišji nivo nasprotno poudarjali, da je država z ozirom na mednarodni pomen in ugled Vatikana pridobila več od Cerkve. Tovrstni komentarji so predstavili tudi srečanje Tita in Pavla VI. 26. marca 1971 v Vatikanski apostolski palači, ki je predstavljal prvi uradni opis predsednika neke socialistične države v državici na desnem bregu reke Tiber. Kazaroli je dokončno normalizacijo odnosov med Jugoslavijo in Svetim sedežem v svojih spomenih iz leta 2000 označil, citiram, za krono pogajanj, konec citata, v katerih je sodeloval z jugoslovansko stranjo sredi 60 let. Nadaljnji razvoj dogodkov je pokazal, da so bilateralni odnosi med Jugoslavijo in Svetim sedežem ostali na doseženi ravni, tako formalno kot v vsebinskem pogledu, domala polnih 20 let, oziroma vse do začetka leta 1991. V 9. letu se je spričal razgradnje Svetskega imperija, ki prevedel do padca vzhodnoevropskih komunističnih režimov in sprememb na jugoslovanskem notranjem političnem prizorišču, ki so sledila prvim povojnim demokratičnim volitvam v posameznih republikah, začelo spreminjati dolgoletno stališče Svetega sedeža, to je, da je od mednarodnega položaja Jugoslavije odvisno ravnotežje sil med zahodnim in vzhodnim blokom in s tem svetovni mir, ter zato v interesu celotne mednarodne skupnosti, da Jugoslavija ostane takšna, kakršna je. Njeni družbeno-politični ureditvi in ozemeljski celovitosti je Sveti sedež odrekel podporo januarja 1991 s pozivom vsem pletenim stranem k spoštovanju človekovih pravic in pravice narodov do samoodločbe. S tem je Sveti sedež takratni Jugoslovanski republiki Slovenijo in Hrvaško prvič in neposredno, toda obenem dovolj jasno podprl pri prizadevanjih za demokratizacijo in državno samostojnost, katero je leto dni kasneje v obeh primerih mednarodno priznal pred veliko večino preostalih držav. Če pozabim. 14 let zatem, ko je socialistična Jugoslavija enostransko prekinila diplomatske odnose s Svetim sedežem, sta prej nepomerljiva ideološka nasprotnika junija 1966 podpisala sporazum o normalizaciji odnosov. Beogradski protokol je potrdil načelo urejanja odnosov z verskimi skupnostmi iz jugoslovanske ustave in vseboval dogovor o obnovitvi diplomatskih odnosov. Najprej na ravni vladnih poslanstev, od avgusta 1970 pa naprej pa na ravni veleposlaništva oziroma apostolske pronunciature. Sveti sedež je preko intenzivnega sodelovanja z Jugoslavijo želel doseči dva strateška cilja. Afirmacijo pri nevršenih državah tretjega sveta in obnovitev diplomatskih odnosov z državami z železno zavezo. V zvezi s tem je Agostino Casaroli, vatikanski diplomat in sotvorec Beogradskega protokola, izjavil, da je Jugoslavija služila kot eksperimentalni teren vzhodne politike Svetega sedeža. Slednji je pogajanji za jugoslovansko vlado poskušal pridobiti čim več izkušenj za prihodne razgovore o normalizaciji odnosov z vzhodnoevropskimi komunističnimi režimi. Kljub poslednjim naporom v tej smeri, ki jih je Casaroli opisal kot mučeništvo potrpežljivosti, je Beogradski protokol postal največji uspeh 40 let trajajočega dialoga med Svetim sedežem in socialističnim vzhodom. Hvala za vašo pozornost. Beseda je vaša, tako da kakšne sugestije, vprašanja, komentarji. Vprašala, da glede na to, da sem se srečevala zadnje leto, in glede na to, da si v veliki meri zasnoval to predavanje, pa v največji možni meri na našem gradivu, na gradivu tega kralja Republike Slovenije, če lahko nekaj poveš o fondu oziroma samem gradivu. Gradivo, ki predstavlja osnovo za to predavanje, se nahaja v fondu Komisije za odnose z verskimi skupnostmi, kratica KOVS, ki ga hrani inštitucija, ki nas danes gosti. Gre za arhiv, kar pogovorno imenujemo verske komisije, Komisije za verske vprašanje, Komisije za odnose z verskimi skupnostmi, različne nazive je menjala tekom časa, vse od ustanovitve leta 1944 v Beli krajini, je pa vselej imela ohranjala isto nalogo, to je, da predstavlja medij in mediator med cerkvijo in gostjo,
in da te odnose seveda usmerja v prid oblasti, ne pa cerkve. Pri čemer je najpogostejše sredstvo urejanja teh odnosov predstavljalo prav diferenciacijo. Sijanje razdora v vrstah cerkve, ustvarjanje homatij med škofi in duhovniki, med duhovniki in verniki, med samimi verniki, med slovenskimi in hrvaškimi škofi, med cerkvi Jugoslavijo, to so do svetega sedeža, skratka sijanje razdorov ali diferenciacija. Ta arhiv je na moje veliko vodno presenečenje, potem pa veliko zadoščenje, zelo bogat, obsega nekaj manj kot 180 arhivskih škatel in predstavlja en pravi rudnik za zgodovinarja, ki ga zanimajo odnosi med državo in cerkvijo Jugoslavije. Svojo raziskavo sem zasnoval kot pregled celotne vertikale teh odnosov. Torej, tu smo se ozirali po vrhu te vertikale, odnos med državo in sedežem, oziroma episkopatom in oblastjo. Predmet moje raziskave je tudi in predvsem zmere v Sloveniji, odnos med našim episkopatom in republiško oblastjo, pa tudi kako so se te njihovi spori in spopadi, pa tudi nekatere oblike uspešne sodelovanja odražali na lokalni ravni, na najnižji ravni, na občinski ravni. Kajti je Republiška verska komisija je imela njej potrjene občinske verske komisije. Potem pa tudi ta rešnica, kaj je rek, višina si je sonce, spodaj pa se bliska in grmi. Zelo počasi si ta pozitivni trendi so se prenašali na nižjo raven, kajti tu na nižji raven so vladali nedosedni odnosi, nedosedne zamere in tako naprej, cel čas Ruske vojne. Pogosto se izkaže, celo so tega negativa, občinski verski komisiji, da so sicer borci, zmanjšali združenje borcev, zavirali običajno neko normalizacijo odnosov v lokalnih okoljih, bodi si gradimo v cerkve, bodi si samo obnovo, neke normalne odnose. Medtem ko je mlajša generacija komunistov pa neobremenjena z izkušnjami, matičnimi, tragičnimi iz časa vojne, le se prizadevala za urejanje odnosov. Tako da je to veliko izredno hvaležno in je res veliko veselje dela z njim. Dve vprašanji, da se mogoče tukaj v vatikanskih arhivih, pa če ste pogledali tudi v arhive Načkotije, potem pa še vprašanje, kakšno težo ima ta protokol glede na to, kar se je dogajalo leta 1991. Vatikanske arhive še nisem obiskal. Tudi, če bi jih obiskal, bi se moje raziskovanje končalo v izteku pontifikata Pija 11. No, zagotovo do Pija 12. Napovedano je odprtje arhivov, ki so bili ustvarjeni v pontifikatu Pija 12. katerega so najvišja služba sklene leta 1958. Moje raziskovanje pa za objema časmi leti 1966 in 1990. Tako da bi Vatikan, funkcionarji ali vladni Vatikanskega arhiva s to prošlo, odgovor na to prošlo samo pokazali vrata. Upam, da nisi tukaj sam. Načkotijski arhiv ali ni predmet mojega raziskovanja. Moja disertacija nosi naslov odnosno državo in katoliško cerkvijo v Sloveniji v državnem obdobju v luči arhiva Republiške verske komisije. To je neka zamejitev. Predstavlja pa raziskovanje v Načkotijskem arhivu eno dobro priložnost za naprej. To pa res, tudi ko bo ta raziskava, disertacija končana, bo predstavljala nedokončno raziskavo. Predvsem delov bo treba še potegniti to raziskavo, da bi dobili res kar se da celovito pogled na odnosem državo in cerkve.
Ja, in če leta, pravzaprav leta 1993, videli smo, da je Sveti sedež zelo dolgo ustrajal v odločitvi, da stoji za Jugoslavijo. Zelo zgovorni podatek, da je konec 80. let s Kolumbovim vitezom, na tem neformalni skupini velikašov katoliškega prepričanja iz ZDA naročil, ne posredujejo v iskanju kreditov za Jugoslavijo. Jugoslavija ne potopi finančno. Tako da Sveti sedež v leta 1991 stoji kar je mogel, da bi preprečil razbitje Jugoslavije, kar je seveda polno nasprotju z nekim prevladujočim pogledom, ki se predvsem gojijo srbski nacionalisti, da je Vatikan kakorkoli razbijal Jugoslavijo, da to razbijajo trajalo desetletja. Ti dokumenti, ki so jih ustvarili jugoslovanski funkcionarji, zagovorno in nedvoumno pričajo, da je Vatikana ali Sveti sedež trdno stal za Jugoslavijo, koliko dolgo je mogel. Potem pa, ko je razbral znamenje časa, ko je videl, da je ta zgodba nepovratno končana, tudi nekaj čim besedljivo hitro obrnil pošto in se postavil na stran najprej Slovenije Hrvaške, ki so želeli uiti iz Jugoslavije. Poskušal odgovora, ne? Prosim. Ja, sem ravno prej razmišljal vprašati o mogoče drugačnem odzivu pravoslavnega dela države glede na ta Beograjski protokol. Ja, seveda, imel se že to občutljivost, srpske pravoslavne cerkve, težko je oceniti, ali ki ne bi pogojevala, to, da so bili obnovljeni diplomatski odnosi, da so prevzeli svoj povratno obliko in imeli povratno obliko, nič tako napolne diplomatske odnose. To je lahko bilo res, vprašanje pa koliko bili res. Ni služilo samo beograjski vladi kot nek izgovor, nekazanje za prstom na drugega, zakaj ne gre lahko obnoviti. Kajti moramo vedeti, da beograjski protokol je bila ena zelo ekskluzivna zadeva med samim vrhom jugoslovanske politike, zvezne politike in vrhom vatikanske vlade. Na vatikanski strani so o tem osvojitve protokola vedela samo Pavel VI, njegov pogajalec Kazaroli in še kakšna oseba. To je bila velika skrivnost. To je bila dana polovica, sem lahko Pavel VI svoji konzervativni opoziciji, kakor Tito z opozicije na drugi strani razlagati, zakaj so se bili ta za mnogo desetletij porata. Zaprej ta nepomiljiva soprotnika si da izsegel v oko in normalizirali odnose. Torej, obe strani so razločene, tako Pavel VI kot Tito so razločena z ekonomsko opozicijo te normalizaciji odnosov. In ta opozicija je bila tudi neka vrsta agonistiki, strahovi, so bili tudi pri srpski pravoslavni cerkvi. Kaj dobro se da je znano, kakšne vse spore sprožili poskus podpisa konkordata med Svetim sedežem in Kraljevino Jugoslavijo, ki je bil sestavljen, pa je njegov sprejem padel v tem uvodu, za voljo opozicije srpske pravoslavne cerkve in dela in srpske politike. Govorimo o času Kraljevine Jugoslavije. In to nezaupanje do Vatikana, do cerkve Svetega sedeža je še danes prisotno v pravoslavnih cerkvah, kot tudi v srpskih pravoslavnih cerkvah. Moramo se vedeti, ki stavil se leto 1966. Drugi vatikanski koncil je šele sprožil v bistvu ekumenske procese. In bilo to nezaupanje dejansko še tako ne načeto, šele začelo se premagovati. Zato te stereotipi, predsodki so bili še kako živi in so se začeli šele osuvati. Zato tudi ta zadržek. Ko so recimo 1970 šli na polno diplomatskih odnosov, se je oblast posvetovala tudi s patriarhom Hermanom, prvakom srpske pravoslavne cerkve, vodjo srpske pravoslavne cerkve. In edini komentar, ki ga je imel, ali vprašanje, ki se mu je odtrljalo v tej novici, da misli neki državi takole naprej, na tem delu korak naprej v odnosih, je bilo, ali je zadnji še kakšen tajni sporozum za cerkvijo. Srpska pravoslavna cerkva se je očitno bala, bila bolj jasna, da bi katoliška cerkev
kjer je bilo tudi v državi zastopanje in tam sedež, je šla do neke prednosti, do nekih privilegiranja položaja v odnosu z zemljo samo. Pa se ni to zgodilo. Tukaj je pa gospodarska politika izničevanja vse skupnosti predvsej dosledna. Izničevali so vse skupnosti pred zakonom, pa tudi simbolno. Naprimer, novoletni sprejemi pri predsedniku republiškega ali pa zvezdnika izvršnega sveta. Povabili so vse registrirane verske skupnosti. To pa zato, da bi tiste najvplivnejše verske skupnosti, kot se prve tri, pravoslavno, katoliško in muslimansko, nekako načeli ukrnili ta njihov primat. Ob tem, da so postavili na isti nivo z nekimi predstavniki protestantskih in drugih skorajda sektorja. Vse v zvezi z odnosom med in državo je bilo dobro premišljeno. Za vsem tem je stala neka strategija, neka taktika. Tukaj ni bilo na ključi. Tukaj je tudi samo režim obvlaval velike miselne napore, da bi ukrotil, zamejil tega nasprotnika, če ga že ni mogel uničiti. A je bil slovenska nekola imenovan tudi po tehnem premisleku? No, verjetno, boče šlo tudi za neko rotacijo, njegov predhodniki v Hrvatski, potem je Kolman, potem so se bili v Hrvati in tako so Hrvati tudi predvodovali v poslanstvu, oziroma v poslaništvu in ostaje v svetnem sedežu. Tako predvodovali, da so naši tožili, ne vendar dosežijo republiški politiki v Beogradu, da bo delegiran Slovenec v poslanstvo oziroma predstavništvo in vstajnosti sedežu. Saj so razumeli razmer na slovenskem kot specifikum v odnosu do razmera Hrvaškem. Res tudi v Sloveniji je to urejanje ali v 28. državo bilo precej uspešniško na Hrvaškem. In mnogi spori so se prej pomenili, prej zaključili, mnogo vprašanja so se zaprla, ki so na Hrvaškem kasneje ali pa nikoli. In tako se je slovenska republiška politika, kot civilna oblast zadevala Vatikan seznaniti, za tem, da so v Sloveniji le ne gre za nekaj predstavljati posebno. In da se služi Slovenija posebno obravnava v očih svetega sedeža. Ja, Kolman je bil tam poslanik nekaj let, potem je imenoval za predsednika Republiške verske komisije. In moj vtis je, iz tega, kar sem prebral, tudi z gradiva, ki ga je samo spadalo, dokumentov, ki se podpisal, da si je kar iskreno in preko pošteno zadevo za reditev odnosno med svetno državo. Tako da ni tukaj neka krvna figura, ki ni njih. Ampak še zgodaj je kakšno zgodaj. Zlikar moj vtis je takšno, da niso bili, da so tudi na drugi strani, pa vtis neki pošljati. In seveda to še ni vabljeni na stroke, še kot je bila zadnja, ki je mesece. Lepo hvala se.